Danes lahko rečem, da je praznik. Praznik, ko bomo predstavili knjigo na spletni prižnici Misli in spodbude Martina Goloba. Te ravno kave v roki, predlagam, da zaploskate tej novi knjigi. Med nami prisrčno pozdravljamo direktorja založbe Družina, gospoda Toneta Rodeta. Prisrčen, ja, si zasluži aplavz, seveda. Prisrčen pozdrav tudi Lojzetu Grčmanu, novinarju Aleteje in avtorju te knjige. In seveda prisrčen pozdrav gospodu Martinu Golobu. Gospod Rode, bi začela pri vas s čestitkami in z iskreno osebno zgodbo, da sem želela, ko sem se pripravljala na to, samo malo, mikrofon se pa heca, ne? Halo? Juhu, zdaj se pa slišimo, si bomo pa podajali ta mikrofon. Torej, knjiga se res prebere na dušek in na mah in vam zato čestitam zanjo. Kaj vam osebno in pa tudi za založbo Družina pomeni izid te knjige? Jaz ti napovedujem, da bo bestseller. A gremo bolj s tem mikrofonom? Ja, hvala lepa za vprašanje. Najprej meni osebno ta knjiga predstavlja eno izredno veselje. Predvsem, ko smo se pred 5 leti odločili, da bomo v okviru neke, bi rekel, dokaj resne založbe, a ne, poznate nas kot založbo, ki je na trgu že 70 let, odločili za to, da bomo vstopili v medijski svet širše in da bomo za Aletejo.si v bistvu zastavili tudi ta, bi rekel, veder pogled na svet in prepričali ljudi, da je v bistvu krščansko življenje vir trajne sreče. Nismo si pričakovali niti v sanjah, da bo v ta projekt stopilo toliko dobrih ljudi. Zelo zgodaj pa tudi Martin, a ne? In Martin je iz tega testa postal kvas, ki je dejansko zgodbo zapeljal v neslutene poti in ji dal žara svojega osebnega veselja in navdušenja, ki ga še kako potrebujemo. Tako da v bistvu za nas je knjiga najprej seveda eno veliko veselje, pomeni razširjanje naše dejavnosti v okviru Aleteje, širše tudi pomemben, bi rekel, najbolj pomemben projekt naše založbe v letošnjem letu. Hkrati pa seveda nadejamo si tudi prodajnih številk, nadejamo si tudi tega, da bo dejansko knjiga prišla čim več med ljudi. To je bil naš cilj, ko smo jo delali, ko sta jo Lojze in Martin pripravljala, to je bil naš cilj, ko smo jo oblikovali, pa tudi, ko smo jo v bistvu cenovno postavili na trg na tak način, da bo v bistvu lahko čim več ljudem dostopna. In pomembno je bila tudi ta dobrodelna nota, ki smo jo želeli s tem izpeljati, tako da bo v bistvu 2 evra od vsake prodane knjige šlo za zelo dragoceno in pomembno dobrodelno dejavnost. Ja, Martin je dragocen sodelavec tudi Aleteje, pa vendarle, kdaj je pa vzklila ta ideja, dajmo narediti knjigo? V bistvu ni vzklila, pravzaprav se je razvila čist organsko, ker je Martin, kot je Tone že omenil, naš sodelavec že 4 leta, zdaj je posnel že 100. vlog, mislim, da je to vredno aplavza. Vsekakor in to s 100-kratno močjo. Vztrajati na taki poti, praviloma so bili kar odmevni in so generirali tudi kakšne nastope v drugih medijih, kaj ne. Tudi zelo na velikih odrih in prižnicah. In ne vem, ta ideja nastala povsem, kot rečeno, organsko, spontano, zrasla je in nekoč sva najprej jaz, pa so še z direktorjem Martinu omenila, Martina bi bil za,
da bi kaj napisali, seveda ne biografijo, ne, ker za to si pa še malo premlad. Ampak neko tako knjigo, kot je podnaslov Misli in spodbude, kot to pač vsi potrebujemo v tem svetu, da vsak kaj lepega sliši pač v neki poplavi slabih novic ali počasih tudi pol resnic in tako dalje. In Martin je bil za kar sem mu zelo, zelo hvaležen. Mogoče se niti nisi predstavljal, kako bo vse to izgledalo, če bi morda takrat rekel ne. Za Martina je zdaj mogoče te pozornosti že malo preveč, no, zato se ti res iskreno zahvaljujem, da si bil pripravljen na sodelovanje, ki bo, verjamem, ki že rojeva in bo rodilo še plodne sadove. Ja, gospod Martin, Lojze je dejal, da ste bili za. Pa me zanima, glede na to, da ste tudi v knjigi zelo iskreni, če nam zdaj lahko tudi iskreno poveste, če vam je bilo pa vmes vendarle kaj žal, da ste rekli ja. Najprej vas vse prav lepo pozdravljam in sem hvaležen, da ste prišli tako snemalcem kot novinarkam. Ja, kaj je omenil, res nisem se predstavljal, da pač da to potem tako zgleda pol proti koncu, tolikega slikanja in zanimanja in pogovorov in takih srečanj. Jaz sem na začetku imel predstav, pač ja, bom nekaj ti odgovarjal, on me bo spraševal, jaz bom govoril, to znam, in to je to, pač pa se pa knjiga izda in stvar rešena. In sem imel na koncu pomislek, kaj če bi pa tole pa ustavili, tole pa ne vem. Nekako mi je postalo malo nerodno, ali kako ne rečem, ne da bi bil proti, pa da bi zanikal to, kar v knjigi pišem, ampak včasih je tudi težko biti izpostavljen ali pa če si mečkano dvigne nad eno množico, ker potem pač, če si streljevod, se v tebe strela, in to ni tudi zmer lušten. Največja potrditev oziroma, da gre nekako v pravo smer, no, poleg mojih staršev, ko so knjigo prebrali še preden je šel v neko oblikovanje, je bil nadškof, ki me je poklical in rekel, da je zelo dobra, da je fajn, in tukaj sem bil zelo miren, potem pa tudi, ki je še moj profesor, mentor pri diplomski nalogi, dr. Bogdan Dolenc, celotno knjigo natančno prežvečil in dal tako res prijetno in toplo potrditev, se rekel, očitno že more potem tako biti, in sem bil pol nekako v sebi miren, da je to prav. Ves čas bi želel tako poudarjati, da to ni neka hvala ali pa da bi sebe izpostavljal kot nek vzorc, kot ne vem kaj, ker nisem v nobenem primeru neki popoln ali pa za nek ne vem kakšen zgled. Bi pa želel, da bi knjiga mogoče nekoga nagovorila in mu dala vedeti, da vera ni tako slaba, da smo v cerkvi tudi ljudje, ki se trudimo, da smo pravzaprav v cerkvi ljudje, ki smo grešni in ki Boga rabimo za to, da bi bili mogoče boljši. Bolj bi želel, da bi bralce nagovorila, da je lepo moliti, da ni nič posebenega, če gre človek k maši, in da tako, no, take zadeve, čisto življenjske, iz katerega tudi sam izhajam, to, no. Tako da ja, so bili vmes taki malo dvomi in malo strah ali pa, ampak ne bo tako, kar je, Bog že ve, zakaj je tako dober. Ja, prav zares, in recimo ob koncu knjige lahko preberemo: na poti smo skupaj, ne maham vam s cilja, ampak hodim z vami, gremo naprej, marsikoga bom potolažil in marsikoga, upam, da bo teh čim manj, tudi razočaral. Človek sem, delam napake, nisem svetnik, imejmo usmiljenje drug do drugega. To ni knjiga o tem, kako živeti, ampak knjiga o tem, kako živim. Vsi skupaj se trudimo biti čim boljši. Takšna je ta knjiga, zares lepa, vzpodbudna, pravo darilo za vse nas. Vemo pa, da je knjige treba tudi prodati, a ne? In da je seveda pomembno tudi, kako imajo naslov, kako izgledajo. Prepričana sem, da ste se
kar dolgo časa ukvarjali s tem, kako jo nasloviti. Pa tudi na spletu sem videla, da ste nas povabili, da naj pomagamo zbrati, katera fotografija naj krasi naslovnico. Kako pa je potekal ta proces? Ja, ta proces je potekal ekipno, kot vse, kar delamo na družini, in res se moram tukaj izkoristiti priložnost, da seveda najprej v pogovoru med avtorjema, prve izhodiščne ideje, prve stvari, ki se te dotaknejo iz same vsebine, potem pa res ekipa marketinga, prodaje, trženja prodaje, knjižnega uredništva, tleh tukaj kar nekaj vidim, brez katerih v bistvu ne bi prišli do tega končnega produkta. Kot pravite, res pomembno je vse, od naslova, naslovnice, nagovorov, ljudi, ki priporočajo knjigo in seveda tudi samega procesa napovedi knjige, da smo do tega trenutka danes prišli in ne vem, če je to zdaj trenutek, ko lahko mogoče kakšno zanimivo novico povem o sami. A ja, res. No, res moram povedati, da nas je ta knjiga izjemno presenetila v smislu visoke prodaje v prednaročniškem obdobju. V tem zelo kratkem času, ko smo enostavno poslali kampanjo po socialnih omrežjih, se je na prednaročniško kampanjo odzvalo že 1200 ljudi, ki je kupilo knjigo. Knjiga je že praktično razprodana in v petek sem že prodaji priporočil in dejansko potem smo to tudi izvedli, je že v tisku prvi ponatis knjige. Bravo. Bravo. Lojze, slišali smo, da je knjiga nastala na podlagi pogovorov z gospodom Golobom. Zdaj vsi vemo, da so pogovori gotovo bili navdihujoči, sami ste rekli, da ste se z Grosuplja vedno vračali nekoliko navdahnjeni in še boljše volje, kot ste se tja peljali. Pa nam zaupate kakšno zgodbo iz zakulisja? Kakšen je bil proces nastajanja te knjige? Ja, kar zanimivo. Gospod Martin se zdaj že smeje. Glede na to, da imava oba precej zapolnjene urnike, je bilo kar izziv najti tiste termine in še enkrat se ti, Martin, zahvaljujem za tvojo elastičnost in prilagodljivost in včasih, na srečo pač živim na obrobju Ljubljane in do Grosuplja je 15 minut, in včasih dejansko, enkrat mislim, da sem prišel v Grosuplje samo za 13 minut pogovora, ko je rekel Martin, kar pridi, mi boš nekaj pomagal. No, in potem je on pač vstopil v kombi in so pelala neke lončnice iz... No ja, tako. In pač sem vmes še malo pomagal nalagati tiste rože in sva šla tam do Šmarja, pa nazaj 13 minut pogovora, pa pač malo delovne sile. Študentsko napotnico ti pač stavim še. No. Ja, sej rože sta nosila z rokami, govorila ste pa lahko mes, ne? Tako, ja. Drugič ga kličem neko nedeljo, pa se javi, in se zasliši. Ti si moja gospa, ti me spremljaš do Boga, in je imel neke litanije ali ne take zadeve in se je javil samo na uro, pač on ima tako uro, da se je javila na telefon. Da je dal vedeti, da je zaseden. Tako, sem rekel, se opravičujem, Martin, se slišiva kasneje. Tako, opravičilo Martinu in Mariji. Ja, potem enkrat Martin ni bil prav srečen, ko sem mu pa podansko malco pojedel, Tako da, je bilo kar nekaj zanimivih pripetljajev. Ja. Še vedno ne vemo, kako ste zbrali naslov, pa kateri drugi naslovi so bili še v igri? Nekako so skupaj, ampak pri Zazdani Mlakar, ker sem bil enkrat v oddaji gost, tudi gospa Zazdana Mlakar je zdaj izdala eno lepo knjigo, se mi na koncu tiste lepe oddaje se zahvalil, ker mi je omogočila največjo prižnico. Kadarkoli sem bil nekako po medijih ali pa v kakšen gost, v kakšnem intervjuju ali pa oddaji, so mi te oddaje ali pa televizijske hiše ali pa novinarji omogočili neko prižnico, prostor, kjer sem lahko govoril kot duhovnik in je lahko toliko in toliko tisoč ljudi to slišalo. Spletna prižnica pa zato, ker zelo močno sem deloval v času epidemije s prenosom svetih maš po Facebooku,
pa tudi potem nasploh s samim vloganjem ali pa sporočili in tako naprej preko interneta. Prižnica je tak balkonček, kjer so včasih župniki šli gor in od tam gor so pol upili dol, ker ni bilo mikrofonov, da je cela cerkev ga lahko slišala. V kakšnih starih cerkvah to danes še zmer lahko vidimo. Gor greš pa od zgori nekako pridgaš, da se je pol slišal posod. No, zato je mislim, da to, ne? Ja, vsekakor pomenljiv Hvala lepa za naslov prijatelj. in tudi zgovoren naslov. Imate še vi kakšno anekdoto, recimo, ki je ne boste pozabili ob nastajanju te knjige? Prej ste iskreno povedali, da vam je bilo vmes tudi kdaj težko. Mislim, najbolj je to usklajevanje termina, zato ker kot duhovnik moram biti dosti elastičen, določene zadeve jaz ne morem naprej pač planirati, recimo pogreb, pač to pride iz danes na jutra, ne, ali pa kakšne take zadeve, nisem preveč mojster organiziranega urnika in časom pač dve stvari hkrati in zato sem mu dal jez, da sem lahko tacaj čakaj drugega naredil, ki je bilo, da so pol skombinirala, ja, ali pa pač po rože sva šla, ne, še kam sva se vmes ko hitro zapeljala, pet z mano bo to še naredila, po vmes bo pa malo govorila. In kad so še na Lipoglav tudi, kad sem gor bil en dogodek, drugače pa ja, fajn so se zgovarjali, včasih so se tudi zelo smejala, tako no, mi ni bilo težko govoriti mi pa res ni težko. Če smem dodati, zdaj v eni zadnjih redakcij knjige, ko greš večkrat čez, sem enkrat si mogel prav vzeti čas, da sem izbrisal vse smajlje, ker pač sem spontano zapisoval tako, kot je Martin govoril in tisto vzdušje, neko pač malo humorno ujel neke smajlje, ampak potem je prišlo že do tega, da sta bila dva smajlja na eno stran in to res malo neresno izpade. No. Ampak imamo pa bralci nasmehe medtem, ko knjigo beremo. Upam. Ja. Gospod Rode, vi ste knjigo tudi gotovo prebrali. Polna je zanimivih zgodb, iskrivosti, tudi iskrenosti. Katera stran pa je vas najbolj nagovorila? Mene je, mislim, predvsem Martin je vesel človek, Martin je iskren človek, ampak hkrati vse skozi želi poudariti, da je tudi duhovnik, ne? In da je to njegovo poslanstvo. In zato mislim, da tako naslov kot naslovnica hoče to povedati, ne? Noče ničesar nekako postavljati v neko ozadje, ne? Ampak v bistvu vse to je on, vse to je tukaj vspredaj in mene najbolj nagovarja v bistvu to, kar mislim sporočilo, ki ga tudi jaz osebno tolikrat potrebujem, ne? V tem našem utrujenem svetu, v tem naši navidezni, bi rekel, pomanjkanju upanja in to je na strani 21, kjer je povedal tole, ne? Bog te kliče takšnega, kakršen si. Nimate namena spremeniti. Ko boš spoznal, kako te ima Bog rad, se boš spremenil avtomatsko, ne da bi se mučil. In tukaj je, mislim, en ključ, ki ga mi dejansko, bi rekel, tudi po našem slovenskem značaju mogoče, nam je tok naraven, ne? Da zato nekaj dosežeš, se moraš mučiti, zato da doma so nas tako vzgajali, ne? Da dejansko je treba najprej vložiti pač to muko, ne? Ampak pravi Martin tukaj, da cilj vere ni mučenje, ne? Zdaj si človek pa je izmučen. To se mi zdi res zelo pomembno sporočilo. Utrujanje od iskanja, hrepenenja po biti ljubljen in sprejet. In nekako, če kaj ta knjiga naredi, je postaviti v bistvu konja pred voz. Najprej je veselje, najprej je sprejetost, najprej je božja ljubezen in potem pride vse ostalo avtomatsko. In to zna Martin svojo pojavo, svojim veseljem tako lepo povedati, da nihče drug na drugih prižnicah ne zna ali pa to težko. Tako da sem zelo vesel, da ta knjiga nekako ni samo, je nekako materializacija vsega, kar on že sicer oznanja po videoprogramih in zvočnih in drugih kanalih, ampak to boš pa zdaj imel možnost malce premljevati, malce recimo tudi premišljevati, ko te bo spremljala doma. Lojze, kolikokrat ste vi prebrali knjigo? Pardon, samo še to bi se navezal na Toneta. Bolj poglobljeno je. Vlog traja 3-4 minute, intervju traja 7 vprašanj,
tlele sva si pa res lahko vzela čas, da sva res razložila, oziroma da si razložil zapovedi, blagre, zakramente, osebno življenje, zakulisje, odnose in vse drugo, pač kar, kakor pač tematski sklopi. In tudi grehe, nas ne? vodijo. Kakšnega tudi njegovega. Tako. Kolikrat ste vi prebrali knjigo? 3 do 4-krat. 3 do 4-krat. In kateri njen del se vam zdi najbolj dragocen? Najbolj se me dotaknil, ko si povedal o tistem gospodu. Martin ima zelo super odnos in obožuje starejše ljudi, od katerih se lahko marsikaj nauči ali pa jih poheca, ne? Kako on, kakšne mame, on prav svojemu fan klubu mame, se pravi 60 plus, da se lahko človek odčlani. No pa smo tudi mi že stare 60, ne? V njegov fan klub. Da pač kako se on poheca s temi mamami svojimi, pa včasih prestraši, pa mu nič ne zamerijo. No, ta zadeva pa govori o enem gospodu, ki je bil v enem domu za ostarele, ki ga je Martin tudi obiskoval, in je imel eno tako slabo izkušnjo s cerkvijo in vero in je Martina, čeprav se sliši še tako nenavadno, ne, začel psovati pa ga žaliti. Ne. In Martinu pa, ne da bi bil on užaljen, ampak to se mu je zdelo celo smešno. Ne. In potem nekako si se mu približal, ne glede na tisto psovanje, sta s časoma postala celo prijatelja. Ne. Ja, da, gospod je res. Meni je bilo smešen, ki je tak star gospod, ko mi je hodil, ampak klev pa, ko ne vem kaj. Zato je pa imel moč. In to je imel prav ne take mastne kletvice. In meni je bilo to smešen in potem sem šel večkrat k njemu in so se zelo veliko pogovarjali, ga prav pogrešam, ker veliko se nam ga spomnim. Vem za njegovo ime, priimek, za njegovo žlahto, vem, ki je bil doma, vem za njegovo življenje, ki je dal na ključku cel. On pa je dal videobiografijo v sebi in mi je kar zaupal to in nevreten mož. Preizkušen, da prav borc, je rekel, jaz sem se streljal, ampak to pa taka prijatelja, ja. Skratka, če sem še dokončam, dotaknilo se me je to, da je Martin naredil verjetno drugače, kot bi vsi mi ali pa večino nas. Se pravi, najbrž bi šli na neko užaljenost ali pa v smislu, nič nisem naredil, zakaj me žališ, zakaj me ponižuješ, pa se ti bom izogibal, ne, ali pa te še jaz, ne vem, neko mržnjo gojil do tebe, ampak ne, Martin je pa šel čist v drugo smer, ne, in z humorjem in smehom očitno se da marsikaj pozdraviti. Ja, in s to svetlobo, ne, in srčnostjo, ki jo nosite v sebi, tudi v knjigi citirate Katarino Siensko, ne, in ta luč, ki je res potrebna in jo vi sijete med vse nas. To je verjetno vaša najljubša misel, če sem prav razumela. Kaj pa vaš najljubši odlomek? A v knjigi? Ja. Ne vem, jaz si nisem prebral. Ampak njemu je ni treba brati, ne? Ker on v bistvu vse to že ve. Jaz sem pač to govoril in pol spustil z rok. Nisem se pol s tem ukvarjal, pa nekaj obračal, pa to. To sem pol prepustil drugim. Jaz sem smatral, ko sem videl zaključil, sem pač naredil. Sem njemu zaupal sem potem pač mojim staršem, pa tem profesorjem. In ko so oni rekli, da je v redu, no tukaj je še en duhovnik, Lojze Grebenc, iz Dole pri Ljubljani, rekel, v redu, dober. In jaz sem pol smatral, da je to v redu. In gotovo je v redu. Da pol to naprej deluje. Mogoče to, no, ta izkušnja, da sem pa videl, kako ena knjiga nastaja, pa tudi občudoval sem potrpežljivost avtorja Lojzeta, ker je bilo res, dostikrat sem ga tako ne morem zdaj, ali pa zdaj nazaj tudi, joj, kaj tega treba, ampak je kar bil potrpežljiv, no. Tako da všeč mi je naslov, pa všeč mi je, no, da sem lahko mogoče govoril o svoji lepi izkušnji z moje domače družine. O družini res zelo rad govorim, ker sem imel en tak privilegij, da sem rastel na kmetiji skupaj s 5 brati in staršema, ki sta sicer čist preprosta, pa čist navadna. Ati je samo osnovno šolo naredil, ampak od njih sem pa dobil
vso potrebno modrost, vzgojo in delovne navade, ki je najlepša dediščina za življenje, ki ga živim. Ja, knjiga je polna tudi samospraševanj, samopriznavanj, iskrenosti in recimo v njej beremo tudi enkrat se v Bohinju na pridiganje nisem pripravil, nagovor sem poiskal na spletu, ga natisnil in ko je nastopil čas, začel brati. Po nekaj minutah sem ugotovil, da je pridiga dolgočasna celo meni, ljudem pa še bolj. Ustavil sem se in rekel, veste kaj, jaz sploh nisem pripravljen na pridigo, tole berem, a sploh ne vem, zakaj gre. Žal mi je, nima smisla, da vam nekaj pametujem, zmolimo vero. Takšna je ta knjiga, da jo boste začutili in jaz imam še eno opozorilo za vas, ne je posojati drugim, ker je ne boste dobili nazaj, ker se tako fino bere. Želite še kaj dodati? Video si poglejmo tako, ki pa tudi nosi luštna sporočila iz zakulisja. Da smo še malo za telovadbo vrata poskrbeli, to je tudi pomembno. To je Martinovo bermansko darilo. Ja, luštno je bilo ustvarjati knjigo, očitno. Ja, luštno, tale motor je nekako light motiv bil tegale videa in glih Martinu odnos do tega motorja kaže to njegovo otroško preprostost in navdušenje, kako lahko res z eno tako prisrčnostjo se ukvarjaš z nečim, ne samo z motorjem, ampak tudi s kakšnimi drugimi stvarmi. No. In ta otroškost Martin naj te nikoli ne zapusti. Ja, in še zadnje vprašanje, poleg te iskrivosti in navdušenja, ki ga je zdaj opisoval Lojze, vas krasi tudi ena taka ponižnost in skromnost. Kako jo ohranjate ob tem, da ste pa vendarle, bodimo iskreni, zelo, zelo popularni in prava zvezda? A veste, kaj ima slava pa lepota skupnega? Oboje je minljivo. Vsebina pa dela ostanejo. Pa če misliš, da stojiš, pazi, da ne padeš. Ne zavedam se, da mislim, ne vem, pač, verjetno bom marsikakšno napako še naredil in to je ta težka odgovornost, ki jo nekako nosim, da ne bi preveč ljudi razočaral ali pa to, a ne. Tako da raj ostanem jih bolj prtlik, da če bom slučajno padel, no toliko bolel. Imate še vi morda kakšno vprašanje? Ena na ena boste, tako. Sem mislila, da boste najprej prebrali knjigo, pa potem poklicali. Tako. Vam res iskreno priporočam to knjigo in obljubim, da jo boste z užitkom in slastjo prebrali. Zadnja beseda pa naj bo direktorjeva, ne? Ne, zadnja beseda naj bo Martinova in avtorjeva, ne? A smem jaz pred zadnjo besedo. Res počaščen in navdušen sem in sem vam zelo hvaležen vsem, ki ste prišli, mojim krasnim sodelavkam, mojim prijateljem in ostalim novinarjem, res najlepša hvala. Še enkrat, Martin, velika hvala tebi, ker si sploh privolil. Hvala vodni knjižnega uredništva Davidu, ki sem mu nenehno trkal v pisarno in sem bil več pri njemu, kot pri sebi. Andrej in Joštu, s katerima smo super tim za promocijo in sploh ustvarjanje.
in vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli, tudi piscem spremnih besed, kaj ne, gospa Bernarda? Denis Audič je recimo napisal spremno besedo, pa lahko vam še povemo, kdo jo je napisal. Pa dr. Bogdan Dolenc, ne, ki ste ga že omenili, pa seveda čisto prva je spremna beseda monsinjorja Stanislava Zoreta, šefa Tomaža Kavčiča. No, čisto vsega vam pa ne smemo povedati, da ostane še kakšno presenečenje. Pa še naša odlična urednica Urška. Res iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli in upam, da vam bo šla knjiga v slast. Gotovo bo šla. Ja, gospod direktor je rekel, ne bo vaša zadnja beseda danes. Jaz verjamem, da Bog nekako vse to vodi, tako da naj on nagovori preko vseh teh stvari. Čudim se, čudim se velikim božjim stvarem, ki jih Bog dela po nas. Tako da hvala vam za pozornost in za vaš čas in veliko užitkov še naprej. Tako, ta knjiga je pa lahko bi jo predpisovali na recept namesto baldrijanovih kapljic, pa še česa boljšega. Hvala vsem in še enkrat iskrene čestitke za knjigo na spletni prižnici.